Gospod Jamnik, vaše raziskave so vendarle privedle tudi na drugih področjih do precej natančne podobe, kaj se je v resnici zgodilo in kako se je to dogajalo. Ali lahko za Hudo jamo, podobno kot piše tudi v tej knjigi, poveste, kakšen je bil postopek likvidiranja, ubijanja v Hudi jami? Ja, okvirno, približno v takem obsegu, kot smo tudi opisali v knjigi, lahko, ampak predtem bi pa želel samo v enem ali dveh stavkih dopolniti dr. Ferenca, ki je predstavljal te dokumente. Vsi ste verjetno že večkrat slišali za te, oziroma za to famozno Titovo depešo, s katero izrecno nalaga enotam, da naj ravnajo z ujetniki skladno z vsemi konvencijami in da se nobenemu od ujetnikov ne sme ničesar zgoditi. Z odkritjem teh dokumentov v Beogradu je pravzaprav ta depeša postala veliko bolj jasna. Ta Titova depeša je bila posredovana vojaškim enotam, se pravi vojaškim borbenim enotam. Istočasno po drugi liniji, po liniji OZNE, se pravi politične policije v vojski in pa potem tudi kasneje v civilnem življenju, teče usporedno poveljevanje, ki pa je bilo tako, kot ga je prebral dr. Ferenc. To med drugim tudi pomeni, glede na to, da so šli ti dokumenti iz čistega vrha OZNE za Jugoslavijo, to nedvomno pomeni, da je tudi Tito zelo dobro in natančno vedel, kako to poveljevanje poteka in kako tudi vsi ti dogodki potekajo. Toliko samo v dopolnitev teh depeš. Zdaj pa na vaše vprašanje, kaj se je v Hudi jami dogajalo. Pri našem iskanju ljudi, ki bi nam lahko kakorkoli pomagali z informacijami o dogajanju v Hudi jami, smo našli tudi ljudi, ki so na nek način bili vpleteni v to dogajanje. Vpleteni v tem smislu, da so videli del ali celo ubijanja ali vsaj del transporta in iz te njihove pripovedi, iz tega njihovega pričevanja je bilo mogoče rekonstruirati, kot večkrat rečem, del dogajanja v Hudi jami. V Hudi jami je več tisoč žrtev in iz pričevanj, ki smo jih dobili, smo slišali za pomor v enem primeru 5 ljudi, v enem primeru 3 ljudi. Se pravi, za to ozko skupino ljudi smo izvedeli, kako je potekalo, kakšno je bilo dogajanje. Za vseh ostalih nekaj tisoč ljudi, ki so bili pobiti v Hudi jami, ne vemo, kaj so z njimi počeli. Vendar kljub vsemu. Ljudi so pripeljali s kamioni iz Tehari in v enem primeru smo dobili pričevanje, da tudi iz Starega Piskra, do rudnika, do vhoda v rudnik. Pri enem pričevanju oseba pove, da so se morali sleči že pred vhodom v rudnik, v naslednjem pričevanju se je skupina morala sleči tik pred moriščem. Kot je bilo že v filmu omenjeno, so v enem primeru morale žrtve same se dobesedno poravnati, kot polena so bili zloženi v rovu in so žrtve morale zlesti na že mrtve ljudi, se poravnati, da je bilo več prostora še za naslednje in potem so jih ustrelili. V ostalih pričevanjih smo nekako razkrili, kako je potekalo pobijanje v jaških. Ljudi so v jašek, vsaj po domnevi osebe, ki nam je te podatke posredovala, zmetali tudi žive. Kar pomeni, da so
ljudje, nekateri so bili ustreljeni, tisti, ki so bili vrženi v jašek živi, so v tej gmoti ljudi, ki seveda tudi tisti, ki so bili ustreljeni, večinoma niso takoj umrli, temveč so v tem na dnu tega jaška ali kjerkoli so se že ustavili zaradi prejšnjih žrtev. Oni niso takoj umrli, njihovo življenje je še nekaj časa trajalo, tako da v tem jašku je morala biti predvsem neka nam nerazumna, nepopisna groza teh ljudi, ki so umirali v agoniji. Po podatkih, ki jih imamo, so bili ti eksekutorji ves čas pod vplivom alkohola. Za nekatere od teh, ki so izvajali te poboje, smo izvedeli tudi imena in priimke, vendar so ti ljudje že mrtvi. Pomembno pri tem pa je, da so bili to pripadniki enot OZNE, kar ponovno dokazuje, da je te poboje organizirala, vodila in v nekaterih primerih celo izvajala slovenska OZNA. In bili so pripadniki, govorili so slovensko, kar pomeni, da so slovenske žrtve v Hudi jami povzročili Slovenci.